Najprej bom dala besedo magistru Podbesiču, ki ga verjetno poznate. On je en tak zgodovinski, prej ste uporabil besedo multipraktik. V tem smislu, da ga zanima prav vse, kar se je dogajalo v preteklosti, in če zaidete recimo v Novo Gorico ali pa v tiste kraje, kjer se je dogajala Soška fronta, je Renato pravi naslov za vaša vprašanja. Obenem pa seveda moram povedati, da je sodelavec Študijskega centra za narodno spravo, da se torej ukvarja tudi s totalitarizmi, je specialist za fašizem, predvsem pa se v svojem doktoratu, ki ga pripravlja na Primorski univerzi, ukvarja z holokaustom nad goriškimi Judi. Torej ena tema, ki je v slovenskem zgodovinopisju kar precej zanemarjena. Renato je tudi predsednik zgodovinskega društva za Severno Primorsko, sem prav povedala? Ja, in objavlja v različnih strokovnih, znanstvenih revijah monografije in se seveda udeležuje različnih strokovnih srečanj, tudi takih, kot je tole današnje. In Renata, izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo, hvala tistim, ki ste prišli. Nas je malo, mogoče zaradi tega bo razprava nekoliko drugačna. Ko smo razmišljali o tej okrogli mizi, je bil nivo oziroma namen nekaj bolj akademskega narediti. Ampak nas je malo in se je že v preliminarnih razgovorih o neformalnem srečanju današnjega dne izkazalo, da dejansko vas zanimajo čisto praktične rešitve. Poskušali smo, da na tem panelu ne bi bili govor samo strogo akademskih debatah, ki se tičejo prehrane ali Prve svetovne vojne, ampak da bi poskušali napraviti eno zmes ljudi, ki bi znali odgovoriti na marsikatero vprašanje, ki se tiče Soške fronte, slovenskega ozemlja in slovenske šole. Torej vse skupaj povezati v nek talilni lonec in kar bi dalo potem rezultat današnjega poznega popoldneva. Zamislim sem se tako, da bo jaz poskušal nekaj, bom čim bolj skrajšal o Soški fronti. Bom takoj izrabil alibi, pa ne me narobe jemati, da bi poskušal vse postavljati v prvi plan, ampak doma sem iz vasi, ki jo vidite na sliki. Torej vas, ki je bila popolnoma uničena. Niti ena hiša ni ostala cela in to me je zelo determiniralo, kot je generacija mojih starih staršev, ki so to doživeli na svoji koži, kot mojih staršev, tudi mene osebno. Verjetno zdaj se stvari malo izgubljajo. Zakaj vam to pripovedujem? Zaradi tega, ker o tem nisem slišal v osnovni šoli niti besedice, v srednji šoli 5 minut in na fakulteti spet niti besedice. Pa naj v zagovor svoj povem, da sem študiral v preko 90-ih let, torej že potem, ko je na Slovenskem nastopila neke vrste renesansa ukvarjanja s Prvo svetovno vojno. Torej, to je bil uvod. Potem, če bom jaz spregovoril nekoliko iz tega, recimo, zgodovinskega stališča, povabim k besedi gospoda, kolego magistra Jurija Pavla Emeršiča, ki je zgodovinar z dušo in telesom. Poleg tega je pedagog z dušo in telesom in mislim, da odlično to zmes uporablja v sedanjem življenju. On je človek, ki bo poskušal vam odgovoriti na marsikakšno vaše vprašanje ali pa razmišljanje glede pouka zgodovine na Soški fronti, torej na samem in situ, na samem mestu dogajanja, predvsem iz njegovih bogatih izkušenj. Naj povem, takoj upim, da Jurij ne bo zameril, da sva tudi že bila skupaj z njegovimi maturanti na Soški fronti in moram povedati, da to je bil vzor, kako profesor pripravi svoje dijake, ki potem obiščejo bojišče in nekaj od tega res potem tudi odnesejo. Potem nas bo spregovoril iz praktičnega vidika gospod Tadej Munih, ki je sicer pravnik po poklicu, ampak v pokoju, in ker je mlad upokojenc, razdaja svoj čas kot predsednik društva Soška fronta. Tudi on to počne z dušo in telesom. Torej, kaj je društvo Soška fronta in kako vam lahko koristi pri vašem delu, bo gospod Tadej Munih povedal. In na koncu bo dobila ime
besedo gospodična Urška Lazar, ki je predstavnica institucije, ki je verjetno v Sloveniji trenutno najbolj popularna, ko govorimo o prvi svetovni vojni, posebej še o Soški fronti. Prihaja namreč iz fundacije Poti miru v Posočju, fundacije, ki je zaorala ledino vrednotenja kulturne dediščine Soške fronte, pa ne samo to počnejo dobro, oni so nekaj vrste podaljšek Kobariškega muzeja, ne boš žalostno, če tako rečem, ne? Kobariški muzej je pa institucija, ki je leta 1990 dejansko prva stopila in to izven omrežja javnih muzejev na pot ne samo vrednotenja, ampak tudi trženja Soške fronte in tukaj mislim, da je šolska populacija, tako osnovnošolska kot srednješolska, zelo pomemben dejavnik pri tovrstnem njihovem delu. Poleg tega se imenitno prijavljajo na razpise, njihovo delo je vidno praktično v naravi, kdorkoli potuje po ostankih Soške fronte, ne morete mimo velikih tabel, ki se vzdolž nekdanjega bojišča pojavljajo v naravi in dejansko obiskovalcem, tako odraslim skupinam, kot posameznikom, kot šolskim skupinam, ponujajo boljši, predvsem pa detaljnejši vpogled pred krvavo dogajanje pred stoletji. Zdaj bi šel samo na hitro skozi. Zakaj govorimo o Soški fronti in prvi svetovni vojni? Glejte, marsikdo te dni spominjamo razni politiki, pa tudi kulturniki uporabljajo besedo praznovanje stoletnice. Mi nimamo kaj praznovati. Mi se lahko samo sramujemo, oziroma poskušamo se naučiti, da bi se nekaj naučili. Torej, da ne bi ponavljali svojih napak. In to naj bi bil namen tudi slovenske šole, ki ne bi samo učila, ampak tudi vzgajala, torej vzgoja za prepričevanje napak, kajti prva svetovna vojna ni bila samo napaka, bila je nekaj groznega, tudi za naše ozemlje. Ne pozabiti, da je bilo okoli 160 do 180 tisoč naših prednikov in verjamem, da vsak med vami ima v svoji družini koga, ki je bil mobiliziran v Avstro-Ogrsko vojsko. Od tega jih je verjetno vsaj 35 tisoč slovenskega narodnega ozemlja zavedno pustilo svoje kosti, svoje življenje na bojiščih Soške fronte, Tirol, potem Koroškega bojišča, torej tega jugozahodnega bojišča med Italijo, Avstro-Ogrsko, na Balkanu, proti Srbiji, Črni gori in pa predvsem pa krvavo galicijsko bojišče. Glejte, in zdaj vsako leto, to leta 1918, nam bo ponudilo priložnost spominjati se tako na ravni neke občine, mogoče tudi države, čeprav država tukaj včasih ima občutek, da ne ve točno, kaj bi počela s temi obletnicami, in pa seveda tudi v okviru krajevnih šol. Leta 14, kot smo rekli, stoletnica začetka prve vojne, drugo leto se nam ponuja naravnost idealna priložnost stoletnice vstopa Italije v vojno in potem tudi seveda posledično Soške fronte. In potem leta 16 dejansko imamo italijansko zasedbo Gorice. Gorica je prvo ali edino veliko mesto, ki ga je, edino zadnje, če hočete, prvo in zadnje veliko mesto, Avstro-Ogrsko mesto, Habsburško mesto, ki ga je italijanska vojska uspela osvojiti pri svojih velikih naporih med prvo svetovno vojno in Soško. In leta 17 bomo spominjali stoletnice preboja pri Kobaridu, tega dejansko čudeža v 12. soški bitki, ki je fronto potem odmaknil od reke Soče. In leta 1918 upam, da se bomo spominjali srečnega konca prve svetovne vojne, ki je konec koncev zaznamoval tudi naše kraje, kajti iz enega državnopravnega okvira smo prišli v drugi, iz Habsburške monarhije, vsaj Primorci, torej 1/3 narodnega telesa pod Italijo, ostali del pa okvir najprej države, potem Kraljevine SHS, pozneje Kraljevine Jugoslavije. Torej, to so vse priložnosti, ki naravnost kličejo po obeleževanju. Naj ta moj poziv ne pade na tla, da bi kdo jemal, da hočem kopirati naše zahodne sosede, kjer je še vedno prva svetovna vojna ali la grande guerra, velika vojna, kot rečejo Italijani, še vedno temelj nacionalne konsolidacije, temelj nacionalne mobilizacije, tudi pretiravanja, politizacije, če hočete, daleč od tega. Gre samo za to, da bi se spominjali in konec koncev, da bi znali vrednotiti tisto, kar imamo na naših tleh.
Torej, o tem bosta govorila tako kolega Enošič kot kolegica Urška in pa tudi gospod Munih, predsednik Društva Soška fronta. Glejte, imamo idealne priložnosti, imamo veliko premične in nepremične kulturne dediščine, ki čaka na evalvacijo. Imamo veliko naravnih poti, imamo možnosti združevanja različnih medpredmetnih skupin, tako zgodovine, kot državljanske vzgoje, kot geografije, kot slovenščine, verjetno boste s svojimi izkušnjami še kaj povlekli zraven in vse to leži na naših poljanah, na naši dlani, da to lahko v naslednjih 4 letih skupaj ovrednotimo. Torej, naj današnje srečanje, današnji panel, okrogla miza, ki naj mine bolj v sproščenem vzdušju, mine kot neke vrste servis. Servis, ki naj ponudi vam, spoštovani obiskovalci, čeprav vas je malo priložnost, da izkoristite, vprašate. Jaz ne vem, da tukaj ex katedra vsi govorimo nekaj, ampak da poskušamo nekaj vam dati. Torej, nekaj osnovnih informacij. Zadaj bo vsak od govornikov še posebej upozoril, ampak vendarle generalno zadaj imate tudi nekaj materijala, ki ga izdaja Društvo Soška fronta, nekaj propagandnega materijala, zelo kvalitetnega, ki ga izdaja Fundacija Poti miru v Posočju. In dajte to izrabiti, lahko dobite kontaktne številke, imena osebnosti, vodnike po Soški fronti, torej vse to je danes tisto, kar imate tukaj, dajte to izkoristiti. Torej, kot sem že omenil, če gremo na hitro, pogledajte, kaj se nam ponuja. Ponuja se nam fronta v Galiciji, ki se je dotaknila tudi naših krajev, če ne drugače z prvimi begunci iz Galicije, Rusi oziroma Ukrajinci, kot so rekli takrat malo Rusi, Poljaki in Judi, ki na Krajinsko in Štajersko pridejo že jeseni 1914. Potem imamo zahteve Kraljevine Italije, ki dejansko pomenijo zahteve redentističnega gibanja in vstop v Italijo v Prvo svetovno vojno po podpisu Londonskega sporazuma, ki je Italijo obvezoval vstop v vojno na roko enega meseca na strani antantnih sil. Potem imamo, gledajte, čudovite Gasparijeve propagandne razglednice, ki so nagovarjale slovenskega človeka, tako civilista kot vojaka, Sveta Primorska gora Krm. Potem imate v vašem levem vogalu Gregorčiča kot največjega primorskega pesnika in pa Svetozarja Borojeviča, komandanta 5. soške armade ob Soči, ki je varovala notranjost monarhije. In druga, izbral sem dve te najbolj povedni, najbolj značilni, tipična gorenjska hiša, zadaj Triglav, potem avstro-ogrski generalštab, vključno z Borojevičem in cesarjem Francem Jožefom, in pa Gregorčiča, ki predstavlja slovensko ljudstvo. Vidite tudi Cankarja. Skratka, s tem so nagovarjali prebivalstvo. Potem vidimo položaje, ki so branili dostop Italijanov proti Vipavski dolini, proti notranjosti monarhije. Vidimo prvo večje mesto, ki je bilo uničeno, to je Gorica, zavzeta, poškodovana, uničena. Ponuja se nam možnost odkrivanja novih zapiskov. Stoletnica ponuja založbam in tudi nam, ki se ukvarjamo s tem poklicom, tudi zgodovinarjem, tudi vam šolnikom, možnost ovrednotenja ponovno tega obdobja. Namreč iz Društva Soška fronta, katerega član sem, imamo dobro izkušnjo sodelovanja s šolami, kajti prav preko šolskega pouka se lahko spravi skozi zbiranje razglednic, dopisnic, zbiranje pričevanj med drugo generacijo, prva je žal že pod rušo, žal, smo to zamudili, potem zbiranje raznega vojaškega materijala in pa dnevniških zapisov. Eden od teh je, več o tem boste kasneje slišali, sad, recimo, in to izhaja, ki druge podržijo, dnevniški zapiski slovenskih vojakov, razne kronike, ki so jih pisali udeleženci med Prvo svetovno vojno. Potem so uničene vasi, se pravi spoznanje topografije, spoznavanje begunstva. Namreč po letu 1916, ko pade Gorica, nekateri pa že prej, se po slovenskih deželah razlije 80.000 goriških beguncev. Mi še danes nimamo topografije teh beguncev, kam so ti begunci vse šli, od spodnje Štajerske, Kranjske do begunskih taborišč na Češkem in pa v spodnji Avstriji in zgornji Avstriji. Skratka, tukaj se širijo povezave po celem slovenskem ozemlju in še širše. Potem imamo tragiko begunskega vprašanja, kot sem že se dotaknil s par minutami,
te nesrečne goriške begunce, njih 80 000, ki romajo v notranjost monarhije. Imamo cel kup poročil, spričeval, pohval zaradi šol, ki so jih obiskovali goriški begunci. Ta je ena iz Šmartnega v Paki, kjer je Frančiška Černe iz Grgarja obiskovala begunsko šolo. Imamo begunska taborišča kot recimo ena od možnosti kakšnih šolskih izletov. Potem imamo uničeno krajino, cele vasi so bile uničene vzdolž Soške fronte, od Loga pod Mangratom in Bovca preko Goriške do Krasa in potem do Morja. In konec koncev potem ponovna avstro-ogrska oblast, ukorakali Italijano Gorico, konec prve vojne in devastirana krajina. Glejte, ne pozabiti, da na tej fronti padlo približno 350 000 vojakov, da te vojake bo treba nekaj pokopati, da slovenski janezi iz vseh bojišč so dobili neke vrste spomenik, za katerega pravzaprav ne vemo, kaj bi z njim na žalah. Italijanski vojaki so dobili eno od svojih kostnic, edino, ki leži na slovenskem teritoriju v Kobaridu. In da imamo še avstro-ogrska pokopališča, s katerimi včasih ne vemo, kaj bi pravzaprav. Imamo veliko ostankov kulturne dediščine v naravi, za katero tudi pravzaprav razen fundacije Poti miru po Soči v Kobaridu ne vemo, kaj bi z njim počeli. Na Goriškem in Kraškem bojišču je to še malo bolj v povojih. In potem imamo konec koncev mi društva, ki jemljajo v svoje roke tisto, kar se rešiti da. Žal dostikrat strukture, ki so za to plačane, tukaj zatajijo. In konec koncev, pogledajte, za konec sem izbral tako simbolno sliko. Vsi smo po smrti enaki. To je ena fotografija, ki je bila posneta leta 1916, najverjetneje konec 1916, jesenski mesec 1916, pod Mrzlim vrhom, planine Zagrmuč, to je recimo pod Krnom nad Tolminom, po domače rečeno, in trije tipični avstro-ogrski grobovi. Imate na vaši desni kristjana, v sredini Juda in na koncu muslimana. Vsi so se borili pod isto zastavo, avstro-ogrsko, vsi so umrli, oziroma vsi trije so padli, vse je podkrivala ena zemlja in danes žal o tem pokopališču razen te slike ne vemo nič več. Torej, zdaj bi povabil k besedi magistra Pavla Jurija Emeršiča, da kot profesor zgodovine na srednji šoli v Želimljah pove nekaj iz njegovih izkušenj, kar se tiče Soške fronte in predvsem pa pouka, kako lahko Soška fronta in pouk zgodovine se združita.